Pa jaz bi, če lahko z eno besedo, bi rekel uživanje. Mislim, da smo se imeli fajn na igrišču, kljub nekaj težkih trenutkov smo podelali dobro to, kar smo mogli, zmaga s 3-0, to, kar smo si želeli. Ni nam bilo lahko, v nekih trenutkih so Bolgari igrali zelo dobro, predvsem veliko pritiska na servisu, ampak mislim, da je nekaj najlepšega zmagati. Mogoče je še lepše zmagati pred polno dvorano tvojih navijačev, ampak tudi pred polno dvorano nasprotnih je nekaj lepega in lahko gremo z dobrimi občutki v osmino finala. Kaj je bilo ključno na današnji tekmi? Jaz bi rekel, da dober pritisk s servisom in pa zagotovo te težke situacije, ko so Bolgari servirali zelo močno, da smo držali žogo na naši strani in odigrali pametno, ko je bila žoga lepa, napadali dolgo, visoko po prstih, ko pa ne, pa smo odigrali in čakali na drugo napad oziroma drugo, tretjo priložnost. Slovenija si je sicer že pred zadnjo tekmo zagotovila to prvo mesto v skupini B, kljub temu je pa danes dosegla tudi nek nov mejnik, namreč prvič se bo v zgodovini podala v končnico brez poraza. Ja, spomnimo se, da smo neke bonuse koristili v prejšnjih prvenstvih, bomo rekli že v skupini, nikoli nam ni uspelo narediti tega, lepo je biti prvi z 5-5, samo enim izgubljenim nizom proti Ukrajini, ampak mislim, da se s tem ne smemo zadovoljiti, treba razmišljati naprej, kaj še lahko naredimo boljše in fokus na osmino finala, ker nas čaka zelo ena težka tekma in vemo, da popravnih izpitov pa tukaj več ni.